Ja, jaz bi imela vprašanje, kako komentirate v bistvu, da so bili 3 zakoni z tega ministrstva v zadnjem letu poslani na Ustavno sodišče in so v bistvu vsi, če tako rečem, bili v nekih ključnih točkah spoznani za neustavne. Mislite na katere? Mislim na sodniške plače, mislim na zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, pa z zakon o državnem svetu. Ja, jaz bi rekel, da zaradi tega, ker so projekti, ki se jih loteva naše ministrstvo, dostikrat do neke mere tvegani, da poskušamo uveljaviti spremembe, na katere številni niso pripravljeni in da je normalno, da te spremembe generirajo spore. Zdaj, glede na to, da sem sam pravnik in da imam tudi kar nekaj let izkušenj z Ustavnega sodišča, sem v vsakem od teh primerov vedel, da obstaja določena možnost, da nam zadeva pade pred Ustavnim sodiščem. Vendar sem zavestno sprejel to tveganje. Kajti brez tveganja, v vseh organizacijah je tako, da brez tveganja pač ni sprememb. V teh 3 primerih so nam zadeve na Ustavnem sodišču padle, to akceptiramo, smo zakone tudi popravili, lahko bi bilo tudi drugače. Zlahka bi se dalo za vse 3 odločbe Ustavnega sodišča spisati tudi obrazložitev za kontra odločitev. To vam zagotavljam. Toliko se na ustavno pravo spoznam in toliko izkušenj imam z Ustavnega sodišča. Če vzamemo recimo odločba o sodniških plačah, tam je bila glavna poanta odločbe, da so sodniške plače ključ do sodniške neodvisnosti. Jaz sem to komentiral tako. Naslednjič, ko bom prišel kot stranka na sodišče, bom rekel sodniku, najprej mi pokažite plačni listek, da bom videl, če ste neodvisni. Jaz mislim, da to ni ključ do neodvisnosti sodstva. Ko govorimo o nezdružljivosti, je bila glavna poanta v tem, da ne sme ena veja oblasti drugo nadzirati, ker je s tem kršeno načelo delitve oblasti. Prostite, bistvo načela delitve oblasti je ravno v tem, da veje oblasti drugo nadzirajo. Kdor je bral tisto obrazložitev odločbe Ustavnega sodišča, se bo z njo težko strinjal. Jaz se recimo nisem. Enako glede državnega sveta. V odločbi je rečeno, da državni svet ne more normalno funkcionirati, če njegov predsednik ni profesionalni funkcionar, ki dobiva polno plačo. Lahko bi bila odločitev tudi drugačna. Če še enkrat povem, v vseh teh primerih smo šli v spremembe, za katere sem trdno prepričan, da so dobre in koristne, sem prevzel tudi tveganje in v teh primerih na Ustavnem sodišču izgubil. V vseh primerih, tudi ko se nismo strinjali z odločbami Ustavnega sodišča, smo pa bili izjemno ekspeditivni, ko je šlo za uskladitev zakona z odločbo Ustavnega sodišča. Kajti Ustavno sodišče kot inštitucijo moramo vsi spoštovati, tudi kadar se ne strinjamo z njegovimi odločitvami. No, se imamo še 4. primer, da vam malo pomagam. Recimo sprememba zakona o javnih uslužbencih, ko smo želeli omogočiti, da tisti, ki izpolnijo polne pogoje za upokojitev, da bi jih lahko delodajalec pač odslovil, ker imajo možnost, da se umaknejo v pokoj. Na ta način bi lažje zmanjševali število zaposlenih in odprli možnost za mlade, ki iščejo službo, recimo diplomante, fakultete za upravo ali pa druge diplomante, da dobijo delovna mesta v upravi. Ustavno sodišče nam je tudi to podrlo. Skratka, v vseh primerih je šlo za spremembe, za katere sem trdno prepričan, da so koristne, da so dobre, da so pozitivne, smo sprejeli ta riziko in pač je bila odločitev taka, kakršna je bila. Hvala. Še kakšno vprašanje? Ja, jaz sem za gospoda državnega sekretarja, Jemec Vest. Prej ste omenjali določene težave, če lahko rečem, z ministrstvom za zunanje zadeve, pa z ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve. Pa me zanima, kaj storiti, da vam bodo ostala ministrstva, bolj sledila pri vaših spremembah, da bo sodelovanje boljše? Kar se tiče težav, ta ministrstva seveda nam sledijo, vsekakor pa moče dinamika ni v takih obratih, kot bi mi si želeli. In z ministrstvom za delo v teh tednih imamo intenzivno usklajevanje in jaz sem prepričan, da bo v začetku naslednjega leta, kar se tiče zaposlovanja tujcev, ves ta paket sprejet v takem segmentu, da bomo lahko sledili te dinamike, ki sem prej omenjal, in da bodo te roki bistveno krajše oziroma primerljive z sosednjimi državami. Kot sem že povedal, ni pa vse posod idealno. In
to so resori, kjer bi verjetno pričakovali večjo intenzivnost, sploh pa če pogledamo akcijski načrt za naslednji 2 leti. Glavni poudarek je dan predvsem zaposlovanju in pa zakonodaji, ki pokriva ta del, in tukaj bo potrebno še bistveno več energije in posredovanja, kot je bilo do sedaj. Glede projekta Viza vem, pa tudi pričakujem, da bo Ministrstvo za zunanje zadeve kot koordinator v bližnji prihodnosti seveda tudi konkretno sprovedlo določene aktivnosti, za katere so zadolženi, ker v tem projektu sodelujemo tudi z Ministrstvom za notranje zadeve in pa tudi posebno se nanaša tudi na delo in vrsta aktivnosti je bilo že narejenih in jaz sem pripričan danes lahko tudi vam predstavili ta projekt, pa nažalost še ni na mizi. Upam pa, da bo to storjeno v naslednjih tednih oziroma mesecih. Če teh dilem ne bomo rešili in zagat, bomo pač predlagali, da se te odločitve obravnavajo na vladi. Recimo konkretno, pri delovnih dovoljenih za tujce je osnovno vprašanje, ali je potrebna tudi nostrifikacija spričevala za tujca, ki se želi pri nas zaposliti. Mi menimo, da ne bo to stvar delodajalca, da se odloči, ali hoče imeti nostrificirano ali ne. Ministrstvo za delo meni, da so te nostrifikacije nujno potrebne. Postopek nostrifikacije teče 6 mesecev. Če ne bomo prišli skupaj, bomo pač predlagali, da o tem odloči vlada in iskali podporo predsednika vlade, tako kot že dostikrat do zdaj pri projektu odprave administrativnih ovir. Če se ne moramo zmeniti s kakšnim resorjem. Vse smo že imeli izkušnje, recimo z davčno zakonodajo. Tam je bilo kupenih nesmislov, absurdov, pri katerih je MF ustrajalo in smo potem razčiščevali na vladi. Hvala, še kasno, še eno. Če smem, ja. Številke, konkretno, če mi lahko poveste, prej ste pač razlagali, da 20 do 30% zaposlenih v upravnih enotah dela ob sobotah, to je ena številka, ki me zanima konkretno, druga pa število uporabnikov, 800 000 ste rekli obiskov, da je v enem mesecu, ampak kakšna je pa številka različnih uporabnikov, če imate kakšne podatke? Lejte, glede e-uprave vam drugega podatka ne moram dati kot tega. Lahko vam damo podatke recimo o številu uporabnikov posameznih storitev. To ste tudi dobili v gradivu. Imamo recimo spletno podaljšanje do 30.10.1500, v letu 2007 v mesecu oktobru že smo imeli že 326, to je po mojem še malo star podatek. Mislim, da smo prišli na koncu do cirka 500. To so številke za posamezne storitve. 800 000 na mesec, na drug način tega podatka ne moremo dati. Toliko je pač klikov na vstopno stran e-uprave. Lahko je to 100 000 ljudi, lahko je tudi več. To glede števila zaposlenih in strank, ki so delali, je pa takole. Število strank, bom začel z majem do novembra, samo za upravne enote, brez drugih organov. 5229, pa potem 6000, 5000, 3000, 3700, 3400, 2580 je zadnji podatek za november. Število delavcev, maja 960, potem pa 848, 779, 729, 712, 702, 672. Mi ves čas ustrajamo, da se število zaposlenih, ki delajo v soboto, prilagodi potrebam strank. Da je tam toliko ljudi, kolikor je potrebno, da poservisirajo stranke. Ni treba, da bi sedeli tam in štrikali. Tudi če strank ni ne štrikajo, ampak imajo drugo delo za upraviti. V vsakem primeru ne sedijo brez dela. Hvala, še? Sem še, če smem, no? Tiskovk še eno. Birokratski beton pravi, da počasi popušča. Me pa zanima, z kakšnih materialov pa vi gradite? No, včasih je treba tudi kaj zabetonirati, definitivno. Tudi armiran beton včasih pride upoštev, ko gre recimo za plačni sistem. Medtem, ko morajo biti postopki v upravi pa iz bolj fleksibilnih materialov. Minister, če smem nastaviti zraven dodati, mislim, da podatek, da smo 40% predpisov, ki so bili v letošnjem letu v pripravi, zavrnili in spremenili, se pravi, da so ti materiali zelo kompaktni in morajo biti prilagodljivi pač potrebam. Osnovna usmeritev pa seveda je, da delamo vse ljudem in pa gospodarstvu, in tudi predpisi morajo odražati tako dinamiko, da smo čim bolj konkurenčni in pa primerljivi tudi zunanjim svetom. Torej, ekološko neoporečni. Lahko še to, 1.1.2008 pravite, da je za plačo v javnem sektorju zamujen. Se obetajo kakšni poračuni za te mesece zamude? To bo predmet pogajanj s sindikati.